Prvi dan v tednu so šle žene na vse zgodaj z dišečimi mazili k grobu. Tedaj zagledajo, da je kamen odvaljen z groba. Stopijo noter, vendar ne najdejo Gospodovega telesa. Ko tam nemočne stojijo, stopita k njim dva moža v bleščečih oblačilih. Žene se prestrašijo in povešajo oči. Zakaj iščete živega med umrlimi? Se spominjate, kaj vam je dejal, ko je bil še v Galileji? Sina človekovega so morali izročiti grešnikom v roke in ga križati, tretji dan pa je moral vstati. Žene se spomnijo Jezusovih besed. Zapustijo grob in pripovedujejo 11 in drugim. To so bile Marija Magdalena, Ivana in Marija Jakobova. Tudi druge žene, ki so bile pri njih, so to pripovedovale apostolom. A njim se je vse to zdelo prazno govorjenje in ženam niso verjeli. Peter pa je vstal in hitel k grobu. Sklonil se je vanj, pa ni videl drugega, kakor samo platneni prt. Potem je odhitel domov, ves začuden nad tem, kar se je zgodilo. Isti dan se odpravita dva izmed učencev v vas, ki se imenuje Emaus in leži 60 stadijev od Jeruzalema. Pomenkujeta se o vsem, kar se je zgodilo. In ko kramljata v tem in onem, pride Jezus in se jima pridruži. Kakor da bi bila udarjena slepoto, ga ne spoznata. O čem se pogovarjata med potjo? To z Jezusom iz Nazareta. Bil je prerok. Pred Bogom in vsemi ljudmi je delal in oznanjal velike reči. Naši veliki duhovniki in vodilni pa so ga obsodili na smrt in ga dali križati. Mi smo pa upali, da bo rešil Izraela. Danes je že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Nekatere žene so nas hudo zbegale. Navsezgodaj so pohitele k grobu, pa niso našle njegovega telesa. Ko so se vrnile, so pripovedovale, da sta se jim prikazala angela in zatrjevala, da je živ. Potem so šli nekateri naši k grobu in našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, le njega niso videli. Kaj ne razumete? Je res tako težko verjeti vse, kar so napovedovali preroki? Mesija je moral vse to pretrpeti, da je tako dosegel svojo slavo. In začne jima razlagati o Jezusu vse, kar stoji v Svetem pismu, od Mojzesa in prerokov naprej. Pridejo do vasi, v katero sta bila namenjena. Jezus se dela, kakor da hoče naprej. Ostani z nama, ker se že večeri in se je dan že nagnil. Jezus gre z njima in ostane pri njiju. In ko sede k mizi, da bi jedli, vzame kruh, ga blagoslovi in jima ga da. Tedaj se jima odprejo oči in ga spoznata. Potem izgine. Čudno. Kaj nama ni srce gorelo, ko se je po poti z nama pogovarjal in razlagal Sveto pismo? Še isto uro učenca vstaneta in se vrneta v Jeruzalem.
najdeta enajstere in druge učence, ki jima povedo. Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Potem sta učenca pripovedovala, kaj sta doživela na poti in kako sta ga spoznala, ko je prelomil kruh. Medtem, ko so se pogovarjali, je Jezus stopil mednje. Obideta jih groza in strah, zato se jim zdi, da vidijo prikazen. Zakaj ste tako prestrašeni? Zakaj se dvom oglaša v vaših srcih? Poglejte moje roke in noge. Res sem jaz. Potipajte me vendar in poglejte. Jezus jim kaže roke in noge. Veseli so, se čudijo, vendar še vedno ne morejo verjeti. Imate tukaj kaj jesti? Pečene ribe. Pojedel jih bom. Poslušajte. Poslal vam bom, kar je obljubil moj oče. Ostanite v mestu, dokler vas ne okrepi moč od zgoraj. Svojega duha bom razlil čez vse ljudi. Vaši sinovi in hčere bodo preroško govorili, prav tako vaši mladeniči in vaši stari. Tudi čez svoje hlapce in dekle bom tiste dni razlil svojega duha. Jezus je odpeljal enajstere v bližino Betanije. Tam povzdigne roke in jih blagoslovi. Medtem, ko jih blagoslavlja, jih zapusti in se vzdigne v nebo. Potem so se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem. Ves čas so se modlili v templju in slavili Boga. Amen.